Danes bomo spregovorili o koriščenju evropskih sredstev. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Po podatkih portala odprtih podatkov Evropske komisije je bilo na ravni Evropske unije do 12. avgusta 2022 dodeljenih 103% proračunskih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov ali s kratico ESIF skladov in porabljenih 69%. Slovenija je s 109% dodeljenih sredstev ESIF in 76% porabljenih še vedno nad povprečjem Evropske unije, vendar je od letošnjega aprila padla s 4. na 11. mesto med vsemi državami članicami Evropske unije pri absorpciji ESIF skladov 2014-2020. Absorpcija v Sloveniji najbolj zaostaja za povprečjem Evropske unije pri kohezijskem skladu, kjer gre zlasti za sofinanciranje večjih infrastrukturnih projektov na področju okolja, prometa in energetike. Z izvedbo tovrstnih projektov ima Slovenija konstantne, večletne izzive, zato jim je treba posvečati posebno in redno pozornost pri spremljanju izvajanja ESIF skladov ter iskati hitre in ustrezne rešitve. Leto 2020 je bilo prvo leto v programskem obdobju 2014 do 2020, ko se je Slovenija uspela prebiti v povprečje EU27 in je od takrat pri absorpciji sredstev nadpovprečna. Zaradi zaostrenih javnofinančnih razmer in draginje na vseh področjih bi morala zato slovenska administracija črpanju evropskih sredstev posvetiti vso potrebno pozornost in vsaj vzdrževati tempo preteklih 2 let in pol. Za pojasnilo, kaj je razlog, da je Slovenija pri absorpciji ESIF sredstev med vsemi državami članicami Evropske unije padla s 4. mesta v aprilu 2022 na 11. mesto konec julija, smo zaprosili Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter dobili odgovor, da je v letu 2022 Ministrstvo za finance zadnji zahtevek za plačilo v Bruselj poslalo v marcu 2022. Med aprilom in julijem Ministrstvo za finance skladno s sporazumom med Ministrstvom za finance in Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zahtevkov v Bruselj ne pošilja. So pa bili v avgustu 2022 posredovani zahtevki v višini okrog 69 milijonov evrov. Glavnina črpanja v Sloveniji se že skozi vsa programska obdobja kohezijske politike v največji meri izvedejo v zadnjem kvartalu posameznega leta. Bo pa Slovenija vsa sredstva, ki so na voljo v finančnem obdobju 2014 do 2020, počrpala do konca finančne perspektive, to je do 31. decembra 2023.